Spoštovane Ptujčanke in Ptujčani, spoštovani ravnatelj elektro- in računalniške šole Ptuj, kolega državni svetnik Rajko Fajt, spoštovani direktor šolskega centra magister Oton Mlakar, županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek, predstavnik sveta zavoda šolskega centra Ptuj dr. Štefan Čelan, ravnatelji osnovnih in srednjih šol, strokovni sodelavci, dijaki, predstavniki staršev, predstavniki gospodarstva in obrti, cenjeni gostje, gospe in gospodje. Veliko zadovoljstvo mi je, da vas lahko danes v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta, lepo pozdravim na prireditvi ob 40-letnici izobraževanja v elektrostroki na Ptuju. Zakaj menim, da je vaše delo tako pomembno? Že od nekdaj se svet vrti okoli tehnike. S tem, ko je človek začel izdelovati prva orodja, so bili postavljeni temelji nastanka civilizacij. Boljša orodja so predstavljala večjo prednost. In prav zato je tehnološki razvoj od nekdaj v središču zanimanja vsake skupnosti. V tem duhu je treba razumeti pomen tehničnega izobraževanja za družbo prihodnosti. Tehnično vešči in izobraženi posamezniki so stebri razvoja gospodarstva, zato je prav, da se tehničnim znanjem in poklicem v povezavi z njim da v družbi poseben poudarek. Temu pri nas žal dolgo ni bilo tako. Danes lahko z veseljem ugotavljam, da je izobraževalni sistem vendarle se prilagodil potrebam oziroma se prilagaja potrebam gospodarstva. S ponovnim uvajanjem vajeništva, različnim oblikam praktičnega in strokovnega usposabljanja v samem procesu izobraževanja, s povezovanjem podjetij v lokalnem okolju. Najverjetneje je tudi vsaj deloma razlog, da med mladimi v zadnjih letih zanimanje za tehnične poklice postopoma narašča. Ne gre zanemariti dejstva, da nezaposljivosti med tehničnimi izobraženimi kadri praktično ni in da se delodajalci že v času izobraževanja na različne načine trudijo pridobiti potrebne kadre ter na ta način spodbujati razvoj podjetij. Znano je, da se v času bliskovitih sprememb, sredi katerih se nahajamo, zaposlitve in delovne obveznosti menjajo na približno 7 let in podjetja morajo nenehno vlagati v kadre, če želijo ostati konkurenčna. V Sloveniji potrebujemo uspešne obrtnike, podjetnike, podjetnice, gospodarstvenice in gospodarstvenike in brez nujne podpore močnega izobraževalnega sistema s posluhom za gospodarstvo je ta cilj težko dosegljiv. Tehniški poklici so poklici prihodnosti. Hiter razvoj, tehnološki razvoj pa spodbuja k vseživljenjskemu učenju. Pred 40 leti je šolski center Ptuj prinesel v ožje in širše okolje veliko optimizma. Ta optimizem in poslanstvo ohranja s tem, da skozi šolska vrata vstopajo vedno nove in nove generacije, ki nekaj let kasneje odhajajo bogatejše z znanjem, ki pomaga pri razvoju celotne regije. Razpršeno omrežje izobraževalnih ustanov je enkraten razvoj vseh delov Slovenije izrednega pomena, zato ga je treba posebej negovati in spodbujati. Ne le, da mladim ni nujno treba daleč od doma takoj po zaključku osnovne šole. Model razpršenega izobraževanja v stroje je prav tako pomemben za razvoj podjetij in celotnega lokalnega okolja. Izobrazba praviloma prinaša boljša delovna mesta in večjo dodano vrednost, vse to pa zvišuje kvaliteto življenja tudi izven velikih urbanih centrov in pripomore k decentralizaciji. Od vseh pozitivnih in spodbujajočih vidikov razvoja izobraževanja in usposabljanja v tehniških in tehnoloških poklicih je treba posebej izpostaviti pedagoški in strokovni svetovalni kader na šoli. Brez kakovostnih učiteljev, mojstrov, svetovalnih delavcev, knjižničarjev, laborantov, organizatorjev interesnih dejavnosti in drugih strokovnih delavcev kakovostnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ni mogoče uresničiti. Nagrajevanje njihovega pedagoškega oziroma strokovnega in ustvarjanje možnosti za njihov karierni razvoj sta ključnega pomena za razvoj šole v prihodnosti
in s tem za kakovostno izobraževanje in usposabljanje bodoče mojstre, inženirje, mojstrice in inženirke. Vodstvu šolskega centra Ptuj, učiteljskemu zboru s sodelavkami in sodelavci, z vsemi generacijami učenk in učencev iskreno čestitam za uspešno prehojeno 40-letno pot. Naj bo visoki jubilej posebej prazničen in tudi odlična spodbuda za ambiciozen pogled vnaprej. Čestitam.